Urška sprašuje, moja vizija je, da bi sina spustila pri šoli in športu in mu zaupala, da bo naredil najbolje, kot zna. Na kakšen način naj se lotim tega problema? Sin ima motnje pozornosti in šola je res izziv. Hvala. Torej, prvo, draga Urška, on že dela najboljše, kot zmore in zna. Dajmo se najprej tukaj ustaviti. Vsak človek že dela najboljše, kot zmore in zna. Tudi ti, kot mama, ki še vedno malo držiš kontrolo. To je tvoj, do tega trenutka, tvoj največji maksimum biti mami v odnosu do njega. In začnimo s tem, da najprej dovoliš. Ne rabi vsak otrok imeti samih petk, ne rabi biti v vseh športih najboljši, ne rabi imeti 10 prijateljev, ne rabi biti najbolj popularen v šoli, ne rabi tega. To ego rabi, to ego nas staršev rabi. Otrok rabi doživetja. Doživetja. In tudi to, da dobi slabo oceno, je doživetje. In tudi to, da se mora še enkrat učiti za nek test, je doživetje. Vse je samo doživetje. In torej, zakaj sploh hočemo, da je vse najboljše in največje ocene in naj? Kaj, če bi bila tvoja namera podpreti svojega sina v tem, da karkoli doživi, da on samo pač doživlja stvari, ne glede na to, kaj doživi. A veste, kako bi bilo cool, če ko bi mi kot otroci prinesli domov slabo oceno, da ne bi šli starši v to paniko in strah in zdaj se moraš pa bolj učiti, pa ne dobiš žepnine, zato ker si imel slabo oceno. Namesto bi rekli, ful dober, da si enkrat ni uspelo, ker veš kaj, v življenju ti marsikdaj ne bo uspelo, torej sploh ni vprašanje tega, da ti ni uspelo, vprašanje je, kaj boš zdaj s tem naredil, ker v življenju marsikdaj ti ne bo uspelo. In največji problem danes je, ker otroci dobijo za vsako mini stvar, katero se lotijo, diplomo, pa pokal, pa tudi če ni prvi, drugi, tretji, dobi diplomo za sodelovanje. Se pravi, jih treniramo, jih učimo, da tudi če daš minimalno investicije, si pohvaljen, enako kot nekdo, ki je dal maksimalno investicije. In potem odraste taka oseba, in je v službi razočarana zaradi tega, ker ne dobi tako iz prve ful visoke plače. Ker je kar navajan, da so mu stvari dane. Torej, vsi potrebujemo iti skozi padce, skozi to, da smo slabi v šoli, skozi to, da nam ne gre nekje, skozi to, da nas prijatelji zavrnejo. To je del treniranja za življenje. In otroštvo je del priprav na življenje. In torej, največ, kar lahko daš, je to, da mu vse, kar doživlja, držiš prostor za to. In ko mu je težko, si tam. In ko mu je dober, si tam. In mu dobesedno pokažeš, vse to je del življenja. Ja, ne boš vedno prvi izbran pri telovadbi. Ne boš vedno iz prve dobil dobro oceno, boš mogel se usedeti dol pa malo se naučiti. To je življenje. Tako da, evo, kako lahko zdaj greš in to treniraš. In predvsem gre za to, da mi prepoznamo, da ta blazen pritisk, ki ga dajemo na otroke, je samo kopija pritiska, ki ga dajemo nase. In zdaj hočeš biti perfektna mama in hočeš najboljš to speljati. Kaj pa, če si rečeš, sem že točno takšna mama, kot jo on potrebuje in ja, moj prostor za rast je v tem, da mu dovolim imeti izkušnje v življenju. Ne glede na to, kakšne so. Dovolim mu imeti izkušnje v življenju. In mu povem, pokažem, da ga imam rada, ne glede na to, kakšne izkušnje to so. In v bistvu ne ločevati na dobro in slabo. In če bi rada, da je bolj predan, odzrcali mu predanost, da si ti v življenju predana stvarem. Če bi rada, da je bolj lahkoten, bodi ti bolj lahkotna. Otrok ne naredi tega, kar mu ti poveš. Otrok te gleda in kopira tvoje vedenje.
Torej, kako lahko utelesiš to, kar bi rada? Kaj v bistvu želiš, kako želiš, da bi on se odzval na življenje? Pa kaj potem, če ima motnjo v učenju? Pa kaj potem? Kaj ima to veze? Ljudje z največjimi motnjami so lahko največji geniji, pa dosežejo karkoli želijo. Najboljši športniki na svetu niso tisti, ki so najboljši, ampak so tisti, ki so najbolj predani svoji viziji. In torej, odzrcali mu to, da to energijo ti v življenju začneš utelešati. In to bo potem, namesto tega, da si tam pri njemu, boš pri sebi in on bo čutil, da ti prizemljuješ to energijo in bo ta energija tudi njemu postala domača.